Zadnjič en prominenten slovenski neoliberalni komentator zapisal, če se bodo ekonomisti šli v okoljevarstvo, bodo izumrle živali, če se bodo pa okoljevarstveniki šli v ekonomijo, bodo pa izumrli ljudje. Ne. To se mi zdi, bi rekel, napačna izjava, ta poziv, mislim, ta akcija na nek način ravno v obratnem smislu postavljena. Ne. Prvič, želimo si, da bi se ekonomisti v čim večji meri šli okoljevarstvo, ne, po drugi strani pa seveda danes se pač tudi kot javnost ne moremo, ne smemo pač umakniti iz teh splošnih razvojnih debat, še posebej, ker je čas krize, ne, in še posebej, ker to ni, bi rekel, samo današnja kriza, okoljska kriza ni samo kriza, pač bi rekel, danes, jutri, mogoče naslednjega leta, ampak je, bi rekel, neka globalna kriza, ki, če ne bomo pač spremenili našega pač razvojnega modela, se bo še zaostrovala še dolga desetletja. No, jaz bi rekel tako kratkoročno, se bojim, ne, da smo v nekem trenutku, ko je pravzaprav slovenska vladajoča ali pa vladna politika pravzaprav usmerila iz okoljskega vidika se popolnoma napačno smer. Ne. To pomeni, prvič mogoče v zgodovini samostojne Slovenije se okoljevarstveni in trajnostni standardi nižajo. Ne. Tako da ne bom našteval na katerih področjih, vendar je to, se pravi, na eni strani kritičen poziv vladi, da vendarle pač bi rekel, ta vidik razvoja upošteva, ker ga zdaj ne. Po drugi strani pa gre seveda pač tudi za nek poskus aktivacije širše politične in civilne javnosti, ki je vendarle tista, bi rekel, substanca, ki lahko pač, bi rekel, nekim novim razvojnim pač politikam daje energijo. Ne. In tukaj je pač stava ta, da morda z nekim splošnim pozivom, tudi s tem pozivom po internetu, lahko aktiviramo, bi rekel, ta politični potencial in voljo pač državljanov.